prvi ligi je igral letos zaradi določenih stvari, ki so se lansko let dogajali, izstopa ekip, poznovanih ekip, vsega skupaj. 9 ekip, igrali se dvokrožno, na koncu razigravanje, prvi 4 med sabo še enkrat. Mogoče ni nam najbolj posrečil ta sistem, bomo naslednjič, če bo prišel v takih podobnih situacij, spremenili pravi play-off, to pomeni prvi 4, drugi 3, za odigravanje tekm, 2 med sabo, odločale, ampak sploh, zdaj to ni sploh važno. Za fair play in edini za fair play, ki so padli v izbor za fair play, tudi če ne bilo ne vem karkoli druga, so bili ekipa Šentveda s 3 rumenimi kartoni in ena redkih ekip, ki je prišla na vse tekme. To bi ekipi Šentveda še enkrat pohvalil jih. Tako da drugih ekip sploh ne bom omenil, kak je bilo. Streljci so bili tudi dokaj tesno v prvi ligi. Tretje mesto je osvojil Drago Adamica Morastnik s 25, drugo mesto Aleš Marot, Loka v Konzervstvu Mulej, 26. Prvi strelec prvenstva prve šentjurske lige, Vojsk Matjaž, Loka v Konzervstvu Mulej, 32 golov. Deveti v prvi ligi je bilo samo 9 ekip, je bila Železnica, ki je končala po 16 kolih prvenstvo. Na to so bili 8. Miki Miške s 15 točkami, 7. Gremlini s 15 točkami, boljšo gol diferenco, 6. Šentved 23, 5. Alfa Grad 26. V prvi skupini so pa Samorastniki izstopili, niso hoteli igrati razigravanja, to so vse tekme registrirali 3-0 za ostale 3 ekipe. Samorastniki kot četrti z 24 točkami zaradi minus točk. Tretje mesto pa je osvojila ekipa Sokoli, gostišče Bohorč, 12 zmag, sve neodločena, 5 porazov, 38 točk plus 33 gol diferenca. Drugo mesto, ekipa Čočka, Loški Hopsi, 13 zmag, 3 remije, 3 porazi, 42 osvojenih točk plus 39. Prvo mesto, že ne vem, kjer leto zapored, že rahlo pozabo, ne sledim več tega, suvereno, res suvereno, ekipa Loka, organizacija Mulej, 16 zmag, 2 neodločena, 1 poraz in 1 neprihod na tekmo, kar je ni bil potreben. Vidi si, zdaj se vidi si, da se nastavljajo novinarji.